Pozdravljene, spoštovane gledalke in cenjeni gledalci. V današnji predvolilni oddaji vam predstavljamo listo Nove Slovenije, s katero se stranka poteguje za mesta v svetu občine. Tam je zadnja 4 leta kot občinski svetnik deloval Franci Medic, ki ga prav lepo pozdravljam v našem studiu. Dobrodošli. Dobro dan, hvala za povabilo. S kakšnimi pričakovanji se vaša stranka podaja na letošnje volitve? Naša stranka je s prenovljeno listo, pomlajeno listo. Pričakovanja so večje kot pa zadnje čase, v zadnjih volitvah. Pričakujemo imeti vsaj enega svetnika več v občinskem svetu občine Idrija. Oblikovali ste volilni program, ki ste ga strnili pravzaprav v 12 sklopov, 12 točk, in na eno od prvih mest ste zapisali, da želite biti stranka, ki povezuje. Seveda, ena od ključnih naših vrednot je varnost, pravičnost, svoboda, človekovo dostojanstvo. Vse te 4 vrednote stranke Nova Slovenija skušamo v naših programah tudi preleviti. In edina možnost za napredek občine je sodelovanje. V sodelovanju se marsičesa zna zgoditi. Mislim, da lokalna politika je v marsičem drugačna kot pa državna politika, se stvari vidijo bolj od blizu in težave ljudi se bolje prisluhnejo, ker jih imamo blizu. Stranka Nova Slovenija, stranka blizu ljudem, prisluhnimo občanom in skušamo to tudi prenesti v občinski svet za izboljšanje bivanja v tej občini. Ta občina pa je sestavljena tako vsaj iz 2 delov na grobo, iz podeželja in iz mesta. Zapisali ste, da je povezovanje teh 2 sklopov mesta in podeželja zelo pomembno in da tudi dvig kakovosti življenja na podeželju lahko pomembno vpliva na zadovoljstvo ljudi. Ja, seveda. Veliko ljudi prihajajo v Idrijo na delo iz podeželja in tako na delovnem mestu, kakor na ostalem času, ki ga imajo prostega oziroma ga potrebujejo za druge stvari, družinsko življenje in tako dalje, je dobro, da je urejeno, da imajo možnost in tudi veselje do življenja na tem podeželju in ga ohraniti. Vemo, da te območne občine imajo težave s poseljenjem na podeželju in ena od glavnih točk, ki hočemo poudariti, je to, da se življenje in tudi delo malega gospodarstva v podeželju ohrani, izboljša. Vaša stranka na državni ravni velikokrat poudarja prav te gospodarske programe, potem ste znani. Mali podjetniki so, če jih seštejemo skupaj, pravzaprav veliki zaposlovalci. Seveda, v veliki meri tudi so odvisni od večjih podjetij, ampak te mali gospodarstvo je ti življenje, ki da možnost podeželju se razvija tudi v svojih panogah, v svojih delih. Tako da mi podpiramo mali in srednjo gospodarstvo, ker vemo, da je tam duh gospodarstva. Veliko podjetje imajo pa svoje načine dela, svoje potencijale, ki tudi želimo, da jih še v nadalje v občini Idrija razvijajo. Ta mala podjetja, malo gospodarstvo pa potrebuje najbrž urejene ceste, potrebuje hiter internet, če hoče kvalitetno delovati in konkurirati seveda na svetovnih trgih. Seveda, to so glavne poudarke v zadnjih letih. Predvsem ta povezava, ki je tako cestna kot internetna povezava, da je kakovostna, se je izkazalo v zadnji krizi s COVID-om, da se da veliko narediti nadaljavo, samo če so dobre povezave tudi elektronske. In to je zelo pomembno za občino, da napreduje tudi na podeželju. Mi hočemo, da se podeželje ohrani in raste. Idrija kot mesto je veliko, lepo mesto, zelo veliko danosti ima, podeželje je pa zelo lep tudi in mislim, da je vredno v to tudi vlagati veliko denarja. Kaj boste kot občinski svetniki naredili za ohranjanje tega podeželja? Za ohranjanje podeželja, predvsem to, ki smo že govorili, je malo podjetništvo spodbujati naložbe v turizem, privatni turizem, ki bo tudi on sam videl
možnost razvoja. Predvsem jaz tukaj gledam v mlade generacije, tiste generacije, ki se šele ustvarjajo in tisti, ki želijo nekaj razviti. Večkrat se pa dobijo takšne in drugačne birokratske težave, ki malo volijo do tega osahnijo. Zdaj, jaz mislim, da turizem je panoga, turizem, kmečki turizem ali pa izdelki iz podeželja, je ena panoga, ki tukaj, kljub temu, da se skuša razviti, ni dovolj razviti. Jaz mislim, da je veliko še priložnosti tukaj. In tudi za trajnostne oblike turizma so naravne. Ja, seveda. Mislim, da je občina Idrija kot občina se že prizadeva tudi za ohranjanje te dediščine, tudi naravoslovne dediščine, in to v podeželju. Na vsako mesto, ki človek pride, ima svoje tiste zgodovinske točke, ki ga naredijo privlačnega. Meni je všeč zmeraj, ko grem kaj spoznati, videti, kaj je vaš potencial, oziroma kje vi vidite, da ste vi pomembni v tem svetu. In tisti ljudje, ki živijo tam, imajo marsikaj za povedati, večkrat se pa tudi ne sliši, oni sami ne znajo to promovirati, ali pa ne pridejo do všeša, ki bi prisluhnili. Prej ste omenili mlado generacijo, ki išče svoj prostor v tem okolju. V programu pa ste zapisali tudi, da imate posebno skrb za starejše. Ja, seveda. Mislim, to mora biti medgeneracijsko sodelovanje. Želimo, da se vsi počutijo vključeni, starejši kot tisti, ki so že žrtvovali svoje življenje za ta kraj in so ostali v tem kraju, in mlade, da bi to razumeli, te potrebe starostnikov pa, da bi razumeli to energijo, ki jo prinašajo mladi, ki nikogar nočejo odriniti, ampak hočejo rasti v isti naravi kot starejši. In v tem sodelovanju jaz vidim veliko prednosti, samo prednosti. Starejši občani tudi pogosteje iščejo zdravniško pomoč. Položaj zdravstva v občini ni najboljši, primanjkuje predvsem zdravnikov. Kaj lahko občinski svet naredi v tej smeri? Jaz mislim, da neke smernice so strani uprave, so strani župana so bile že dane, veliko pobud je bilo tudi, ki so bilo uslišanih. Je pa to problematika v državnem nivoju, ne samo za zdravstvo, tudi za druge panoge, specialitete. Je pa zdravstvo zelo pomemben dejavnik, če nima zdravnikov, ne moreš osebnega zdravnika izvoliti, ne moreš do časa priti do ene zdravljenja. To je velik problem. In jaz mislim, da je občinski svet se bi mogel še bolj potruditi za te težave občanov, dati na prvo mesto. Prometna varnost, to je eno pomembnih področij za življenje v naših krajih. Kaj imate v načrtu? Kar se tiče prometne varnosti, je predvsem stanje cest, glavnih in podeželskih cest, in v tem imamo mi težave zaradi investicij, ki so potrebne za to, samo za vzdrževati. Jaz mislim, da v zadnjih letih, sama občina Idrija ne more kaj veliko narediti, za dobiti več proračunskih sredstev za to vzdrževanje in da se bi ta povprečnina bolj pravično razdelila. Jaz pozdravljam to sodelovanje trenutnega župana v obeh združenih slovenskih občin, zelo aktivno, in tam jaz mislim, da je možnost izboljšati položaj teh naših občin podeželskih, da bi več sredstev dobili za te namene. In prometna varnost, prvo je, da moraš imeti v redu ceste. In pol pridejo še kolesarske ceste oziroma poti in vse tisto, ki je povezano s tem. Verjetno bi bilo pametno to nekako bolj ustvarjalno skušati rešiti, ampak kanali so takšni, kot so, poračunajmo, odkot pride, in tam jaz mislim, da je treba največ moči v smer, da bomo več denarja dobili tudi za občino.
Na kakovost bivanja v naših krajih pomembno vplivajo tudi komunalne storitve. Občani vsak mesec plačujemo položnice za odvoz odpadkov, za vodarino, za kanalščino. Kako ste sami zadovoljni s poslovanjem komunale? Če lahko malo zgodovine povem, pred 4 leti, takrat, ko sem začel delati v občinskem svetu kot svetnik, prej sem že bil v odboru za finance in sem nekaj o težavah komunali že poslušal in zmeraj je bilo isto, ni bilo načrtov, ni bilo vizije, ni bilo posluha do uporabnikov teh storitev. In z veliko truda tudi mi smo se potrudili, da smo zadevo spremenili na bolje. Tako da iz rdečih številk smo prišli ven, nismo pa še celotno rešili zadevo, kar se tiče kakovostnega servisa. Jaz mislim, da je še veliko za narediti, ampak začrtana pot, po mojem, je pravilna. Je treba to tudi upoštevati. Zavedajmo se, da prej smo dobivali dvigane položnice, pa je bila še zmeraj v rdečem komunala. Danes tudi dobivamo večje položnice, pa saj v rdečem. Zdaj pa dajmo še to, da bo servis dejansko se tudi pokazal, kot da je dober. V nekaterih stvarih se je izboljšal, v drugih je pa še nekaj prostora za izboljšavo, sigurno. Prav gotovo je pomembno tudi sodelovanje občanov, ki te odpadke morajo sortirati in to na pravilen način. Ob zadnji analizi smo videli, da nekateri občani tega ne spoštujejo. Ja, takrat, ko je nastopala pred 2 leti nova direktorica, jaz sem dal pobudo, da izobražajo občane, kam morajo kaj položiti. Takrat je bilo neka analize naredilo. Sem jo tudi vabil najprej v ta studio razložitev, ona je tudi prišla in mislim, da je to način. Zbližate se ljudem. Nekateri ljudje potrebujejo več časa, da nekaj razumejo. Dobro, tem bo treba večkrat povedati. Je pa res, kakor smo zadnjo poročilo na občinskem svetu slišali, teh mešanih odpadkih je veliko preveč. Ne vem, in ti so tudi najdražji, to najbolj obremenjuje. Ja, seveda, ampak če je manj kot polovica dejansko mešani odpadki, ostalo bi pa lahko bili sortirani, to bi bil prihranek velik. In to moramo kot občani tudi razumeti, zakaj imamo take položnice visoke. V volilnem programu ste zapisali tako, občinska uprava naj bo hiter in kakovosten servis vsem občankam in občanom. Kaj ste mislili s tem? Mislili smo, da imamo možnost, da imamo rezerve. Jaz mislim, da občinska uprava deluje, bi pa morala delovati veliko bolje. Ne bi šel tukaj v detajle, ampak samo v občinskem svetu se tudi to občuti. Tako da jaz mislim, da potrebuje nov zagon občinska uprava in v tem bomo tudi mi veliko truda vložili za prepričati tiste, ki je treba prepričati, da tukaj potrebujemo izboljšavo. Občinski svet naj bi po vašem mnenju v prihodnje imel večjo težo, gre pravzaprav za občinski parlament. Je ta dovolj upoštevan, spoštovan sedaj? Upoštevan, spoštovan, če govorimo iz strani župana in uprave, rečem, da ja, mislim, korektno sodelujemo. Mislim pa, da ni bil nobenkrat, ali pa saj dokler sem jaz nastopil, pa 1 let ali 2 let, ki sem jaz občinski svetnik, se ni videlo, kot da bi bil tole ta organ parlament. Jaz v svojih nastopih se lahko vidite tudi po prenosih sej, večkrat želim to poudariti, da občinski svet je zelo pomemben organ in najodgovornost je organ občine. Župan dela in predlaga in ustvarja, ampak je občinski svet tisti, ki bi mogel taktirko imeti za to. In zato prosim volivce, da izvolijo ljudi, ki vejo, da bojo šli na občinski svet s polno odgovornosti, tjo preplavljeni na seje in da bodo tudi sami sodelovali. Samo tako se izboljša položaj občinskega sveta. Jaz mislim, da ni slab, lahko je pa veliko bolje.
Vaša stranka na teh volitvah nima svojega kandidata za župana. Kako to? Da se odločimo, a bomo imeli kandidata ali ne bomo imeli kandidata, to je več dejavnikov, ki pride v poštev. Tokrat so se vsi malo tako prišli do stične točke, da smo se odločili, da ne bomo imeli svojega kandidata. Imamo pa prenovljeno listo svetnikov in na podlagi tega, ki sem prej rekel, želimo občinski svet bolj dejaven, bolj aktiven, bolj ustvarjalen, bolj razvojno naravnan. Zanimivo je, da ste uspeli nagovoriti k sodelovanju tudi kar nekaj mladih. To je včasih redko. Ja, mislim, na vseh 3 volilnih enotah imamo mlade ljudi, če lahko izpostavim Martin Čibej, pol imamo tudi Martino Češnik-Pivk v Idriji, iz vojskega imamo Marinko Lapajne, v drugi volilni enoti Milena Burnik, ki je naša nova članica, ona je predsednica tudi ženske zveze Nove Slovenije v tem območju. V tretji volilni enoti pa, v drugi volilni enoti se imenuje Bogdan Tušar, en od naših asov v tej kampanji. V tretji volilni enoti pa Metod Habet kot dolgočlan Nove Slovenije, zdaj pa tudi vstopa Sašo Pintar iz Zavratca. Tako da jaz mislim, da dajmo tudi preferenčne glasove uporabljati. Mi imamo možnost točno bolj, koga želimo. Morda stranka ni lih blizu nas, morda stranka je, ampak enako želimo to osebo podpreti, zato ker vemo, ga poznamo, živi blizu ali je pa sodelavc. In v njega verjamemo in mislimo, da bo lahko on bil dober predstavnik občanov in občank. Preferenčni glasov ima to moč. Se pravi, da volivec obkroži ime številko liste in še številko pred njegovim kandidatom. Tako je. Tako. Sedaj imate 2 sedeža v občinskem svetu, v parlamentu občinskem. Kakšni so načrti, plani, pričakovanja? Pričakovanja so velika, lahko pa rečemo, da mislimo, da bomo dobili vsaj enega člana več v občinskem svetu. Se pravi 3. Lepo. Franci Medic, hvala za obisk v našem studiu, hvala za ta pogovor in seveda uspeh na volitvah vam želim. Prav lepa hvala, ponovno hvala za povabilo. Jaz bi rad vse poslušalce nagovoril, da če volijo za Novo Slovenijo, krščanske demokrate, volijo za celoviti razvoj občine, volijo za stranko, ki je blizu ljudem. Tako, vam spoštovani gledalke in gledalci, pa hvala za pozornost in seveda srečno.